Etelka Korpič Horvat se je rodila 5. oktobra leta 1948 v Čepincih na Goričkem v Prekmurju. Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Murski Soboti, univerzitetno izobrazbo diplomirane pravnice pa je leta 1971 pridobila na Univerzi v Ljubljani na pravni fakulteti. Na tej fakulteti je končala tudi magistrski študij in leta 1991 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv zaposlovanja doma in v tujini na deagrarizacijo pomurske regije. Delo je tudi publicirala. V ABC Pomurki se je zaposlila leta 1971, kjer je opravljala dela od pripravništva do poslovodne funkcije kot članica kolegijskega poslovodnega odbora ABC Pomurka. Dela direktorice SDK podružnice Murska Sobota je opravljala 2 mandata, 8 let in nato še 9 let do meseca februarja 2004 izvrševala funkcijo članice in prve namestnice Računskega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani. V času mandata je objavila komentar zakona o računskem sodišču. Od leta 1994 do izvolitve sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije septembra 2010 je predavala delovno pravo na Univerzi v Mariboru. Ima opravljenih več bibliografskih del. Danes opravlja funkcijo podpredsednice Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Pomurska akademkinja dr. Etelka Korpič Horvat je ustanovna članica Pomurske akademije. Od samega začetka, ne samo kaj povlekli, ki nam tudi Sigdar face-to-face pomaga, pride na vsakša predavanja, pa tudi sicer, kdaj jo pozovemo, jo pitamo za kakšen nasvet, Sigdar se vzame čas. In to je tudi eno izmed najpomembnejših poslanstev Pomurske akademije, ki nas povezuje in ne samo povezuje, ki seveda tudi strokovno in raziskovalno poveže in da sogovornika nekome, što ima kakšno vprašanje. In na tom mestu res ne morem mimo tega, ki ne bi izpostavil, ki kljub tome, ki ima pomembne funkcije, ustavna sodnica, ker ne vzamejo ogromno časa, pa Sigdar si vzame za Pomursko akademijo tisti čas, ker ga prosimo in je ne pozabila, odkąd je doma. Ne pa je seveda pozabila tudi na tisto, kaj je njeno strokovno področje. Je doktorica prava, tudi profesorca na Univerzi v Mariboru in ukvarja se z delovnim pravom. Današnja tema je pa tudi povezana z pravico do dela po eni strani in seveda, da je opozorila, v koj se pa lejko ta pravica do dela včasih tudi malo obrni. In fejst veseli smo, ko imamo takšne članice, kak je Pomurska akademkinja dr. Etelka Korpič Horvat, ker nas opozarjajo tudi na kakšne stvari, ker je dobro že vnaprej preprečiti. Zato vabljeni, ko se njeno predavanje v Kiper pogledamo. Pravica do dela je pomembna deklaratorna človekova pravica, določena v mednarodnih aktih. V Ustavi Republike Slovenije je določena svoboda dela v 49. členu Ustave, ki vključuje vsakomur prosto izbiro zaposlitve in pod enakimi pogoji dostopnost vsakega delovnega mesta in prepoved prisilnega dela. Ustavno sodišče je s svojimi dosedanjimi odločitvami predvsem obravnavalo primere, ki so se nanašali na prosto izbiro zaposlitve in dostopnost delovnega mesta. Ni pa še razsojalo o prisilnem delu, čeprav je znano, da te kršitve obstajajo tudi v Sloveniji. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 4. členu določa poleg prisilnega in obveznega dela še suženjstvo in podložništvo. Iz odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice lahko ugotovimo, da gre za suženjstvo takrat, ko se uveljavlja lastništvo nad osebo, za podložništvo, ko je oseba nesvobodna, opravlja delo služabnika. Pri prisilnem delu gre za neprostovoljno delo, ki ga oseba opravlja zaradi finančne, fizične ali psihološke grožnje. Prisilno delo je inkriminirano kot kaznivo dejanje trgovina z ljudmi. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 4. členu določa, da se nikogar ne sme držati v suženjstvu ali v podložnosti in da se od nikogar ne sme zahtevati, naj opravlja prisilno ali obvezno delo.
pri čemer določa, katera dela se ne štejejo za prisilna ali obvezna dela. To so dela pri prestajanju zaporne kazni, dela vojaške narave, dela ob nevarnostih in nesrečah, ko je ogroženo življenje ljudi ali blaginja skupnosti, dela, ki štejejo med običajne državljanske dolžnosti. Prisilno ali obvezno delo je vsako neprostovoljno delo ali storitev, ki ga oseba opravlja pod grožnjo kakršnekoli kazni. Mednarodna organizacija delo ocenjuje, da 20,9 milijona ljudi na svetu opravlja prisilno delo. Različne oblike prisilnega dela so določene v mednarodnih aktih in v Sloveniji v Kazenskem zakoniku inkriminirane kot kaznivo dejanje trgovina z ljudmi. Trgovina z ljudmi zajema spolno izkoriščanje, delovno izkoriščanje in druge oblike izkoriščanja. Pomemben je namen izkoriščanja. Žrtev je prisiljena v delu proti lastni volji in zlorabljena. V Sloveniji od leta 2003 prostitucija brez vodnikov, brez prisile in izkoriščanja ni kaznivo dejanje. Suženjstvo ali pa službovanje, tudi to imamo, ne? In pa prisilno ali obvezno delo. Ampak začnimo v današnjem času, seveda. Začnimo od začetka. Pravica do dela, že od francoske revolucije, ne bom zgubljala časa, poznamo, gre za deklaratorno pravico, se pravi ugotovitveno, nobena država ti dela ne daje, moraš si ga sam poiskati, vendar pri tem, ko ga iščeš, ti pa mora dati enake pogoje, da ga lahko zasedeš. To je osnovna misel, ki se pa preko tega pojma tudi v mednarodnih aktih vrsti in pa seveda tudi v naši ustavi. Čeprav mi v tej ustavi nismo povzeli pojem pravica do dela, ne bi o tem, da eni teoretiki pravijo, da gre za dva pojma, svoboda dela, pravica dela, ampak bistveno je, kaj lahko pričakujemo iz te človekove pravice. Človekove pravice, ki je pa zelo pomembna. Bit človeka, dostojanstvo človeka je na tem, da kdo želi delati, da to delo ima, da ga lahko dela, da uresničuje svoj poklic, ki ga želi. In če to doseže v življenju, je zmagal, jaz pravim. Je tisto, kar te dejansko daje v to življenje, v ta svet s tvojimi stvaritvami, ne glede stvaritvami in storitvami, ne glede na to, na katerem, bom zdaj tako rekla, pa nočem nivoju upravljaš to delo. No, kaj vključuje ta svoboda dela, ki je pri nas zapisana v 49. členu ustave? Vsakomur prosto izbiro zaposlitve, sami si izbiramo, vsakomur pod enakimi pogoji dostopnost vsakega delovnega mesta in prepoved prisilnega dela. V ustavi, v suženjstvu nimamo besed. Ustavno sodišče je s svojimi odločitvami polnilo to določbo. Polnilo jo je glede na konkretne primere. Izbrani poklic naj te varuje, katerega izbereš in tako naprej. Izobraževanje, pravica do izobraževanja, zelo pomembna pravica, napredovanja, pravičnega plačila in pa zdaj tudi prostega časa, ki v današnjem času postaja vse večji problem. Vse več delamo in vse manj imamo prostega časa. Ne bom zgubljala besed o tem, čeprav so tudi te pravice zelo pomembne, ampak glede na čas bom prišla na prisilno delo. In napravila sem malo raziskavo iz preprostega razloga, ker ko sledim odločitvem Strasbourškega sodišča za človekove pravice, sem ugotovila, da imamo 5 primerov v zadnjem času suženjstva, podložništva in prisilnega ali obveznega dela, v katerem se je opredelilo Strasbourško sodišče. Mi smo v Kazenskem zakoniku v eni od novel KZ-1A uzakonili trgovino z ljudmi. Poleg tega, ki je zdaj tipično, na katere hočem
opozoriti, je seveda ta dikcija trgovina z ljudmi v 113. členu KZ še širša, ampak spolnega izkoriščanja imamo približno 61%, delovnega izkoriščanja okrog 21%, ostalo so pa ostale oblike izkoriščanja. To se ugotavlja v organih pregona, niso pa še zadeve prišle na sodišče. Delovno sodišče v Sloveniji, saj po podatkih tudi klicala sem, se še ni ukvarjalo s problemom suženjstva, podložništva in prisilnega dela. Vprašanje je samo, kdaj bo, ker v letu 2015 je 5 obsodb v Sloveniji zaradi KZ ima skupaj suženjstvo, podložništvo, prisilno delo in mi ne delimo to tako striktno, kot sem na primer videla, da to deli sodišče v Strasbourgu. Suženjstvo kot najhujšo obliko bom v prispevku vse, ker tudi nianse so, kdaj gre za eno, pa kdaj gre za drugo. Naprimer samo, koliko pa časa še imam, 2 primera iz Slovenije, pa potem nekaj mogoče še iz Strasbourga. Slovaka sta bila zaposlena, pod narekovajem tega je največ beračanja. Glavnom tudi iz Slovaške državljan je pripeljal starejšega moškega in mlajšega moškega in ju je silil k beračanju v Mariboru, dogajalo se je v Mariboru, in fanta tudi pantomimi, ker je bil tega vešč. Na soncu, na to skoraj z nobenim plačilom, zelo malo plačilo, živela sta v avtomobilu in tako naprej, in tukaj je bila obsodilna sodba. Drugi primer je pa bil romska družina, gre kupiti dekle v Makedonijo za 6.000 evrov in jo prav tako pripelje v Slovenijo, kjer ji, to je klasika, to je tudi v EU klasika, tem migrantom pod narekovaj takoj vzamejo dokumente, jih uporabljajo za prisilno delo, v gospodinjstvu ta konkreten primer, ki je tudi obsodilna sodba, je še morala hoditi delati vinograde, kar je zaslužila, je tašča bila zraven, je takoj pobrala, bila je skozi pod kontrolo in tako naprej in tako naprej. No in Evropska konvencija o človekovih pravicah pa ima te določbe. Se pravi več kot naša ustava. Nikogar se ne sme držati v suženjstvo ali v podložnosti. To je prvi odstavek. Od nikogar se ne sme zahtevati, naj opravlja prisilno ali obvezno delo. Mi imamo na srečo v ustavi eno določbo, v katerem rečemo, gre za načelo največjega obsega pravic. Kar pomeni, če nam naša ustava zagotavlja manj pravic kot mednarodni dokumenti, ki jih ratificiramo, veljajo mednarodni dokumenti. Se pravi, tudi če bi se pri nas tega dogajalo, seveda, ker smo ratificirali to konvencijo, mi razlagamo, da so tudi odločitve v Strasbourgu za našo ustavno sodišče obvezne in jih moramo upoštevati. To je nekaj teh primerov, še 5 minut imam, ki so zadnji primeri. In tukaj Čavdarji in drugi proti Grčiji, tukaj je šlo, se je sodišče odločalo, ali gre za suženjstvo ali za prisilno delo. 42 migrantov iz Nigerije je prišlo v Grčijo pobirati jagode. Delali so pod kontrolo varnostnika z orožjem, celi dan in tako naprej. No, in ko še niso dobili niti slučajno tistega plačila, ki so ga pričakovali, je 21 delavcev začelo protestirati in seveda streljanje, prišlo je do streljanja in delavci so bili ranjeni.
No in država se je zelo slabo odzvala. Tukaj ta obveznost države, ta pozitivna obveznost države mora biti, to EU zahteva, pa tudi Strasbourg predvsem, tudi EU. No in onih delavcev, ki niso protestirali, sploh niso obravnavali, kot da so na prisilnem delu. Tukaj tudi doma sodstvo zelo pozno, slabo so ugotavljali kakršnekoli kršitve, no in Strasbourg je pa rekel, ne, tukaj je šlo za hudo obliko prisilnega dela, za suženjstvo pa ne zato, ker je šlo za sezonsko delo. In še nekaj je zelo pomembno, ne? Ti delavci, ki prihajajo, mislijo, da se bo uresničilo tisto, kar jim naborniki obljubljajo. Plača takšna, pogoji takšni, tudi to mi imamo. Se spomnite na televiziji, ko sta si eno posteljo delila dva delavca. In to v Sloveniji. Ko so živeli v skladiščih, ne v stanovanju primernih bivališčih. Ni še prišlo k nam, mi žal ali pa, da se vsaj tega ne bi dogajalo, nimamo primerov. No in tukaj je sodišče reklo ne, ker je pa le šlo za sezonsko delo, ne zato, ker so se ti delavci dejansko iskali delo, ki bi nekaj zaslužili, ta privolitev se ne šteje za privolitev. In po teh odločitvah Strasbourga tukaj sploh te privolitve, ki jih dajo, ko te potem prisilijo v neko delo, dosti je to primerov prostitucije, teh mladih deklet, ogromno je tega po Sloveniji. Videla sem mapo, ki jo imajo policaji, niso izjeme, noben del Slovenije temu ni izjema. In mislim, da je samo vprašanje, kdaj se bomo bolj resno ukvarjali s temi problemi. No in zdaj bom mogla končati, ne morem onih primerov, vam jih pa predstavim v prispevku. Nekaj bi vam pa želela povedati, tukaj imam napako 189 mora biti, ko sem pozabila. Delo v gospodinjstvu, to je ena niša za zaposlovanje, ne. Zdaj bo drugi problem, ne. Te dvojne V, ko sem danes enega poslušala, to se je dogajalo, ne, pred krizo in zdaj smo mi začeli čutiti pomanjkanje delavcev. Pustimo, kako se bo razvijalo, kako bo tem migrantom. Mi imamo tovarne, ki migranti delajo, naprimer nočna izmena Renault Novo mesto in drugi, ne. Ampak tukaj je konvencija MOD, mi jo še nismo ratificirali, ker je nova. Delo v gospodinjstvu, to je ena niša, ki bo celo za starejše. In zdaj, ko mi dobimo ta zakon za te stare, bo nam najbrž še bolj omogočeno, ampak ne z namenom izkoriščanja. Tukaj se lahko en pa dva starca dogovorita, pa zaposlita že sedaj po naših predpisih, tisti, ki vas bo mislim, to so ta dela čiščenja, varstvo, nadzor otrok, starejši, vrtnarjenja in tak naprej. In seveda, to je tudi aktualno zdaj v tem času, ki je pa lahko pozitivno, če ga zopet ne bomo vzeli s tem, saj tvoje delo je pa manj vredno, te lahko izkoriščamo bolj, pa to. To bi bilo čisto narobe že v izhodišču. Slovenija to zdaj rešuje z delovnimi razmerji, ki pa praktično ni. Se pravi, lahko jaz kot Etelka nekoga zaposlim, ki pazi name. Imamo pa to vrednotnice, ki je 9 evrov, če čistijo in vsaj to dajmo državi, ker se prizna tudi temu, ki dela en dan pokojninskega zavarovanja. Predvsem zaradi migracij in revščine je pričakovati, da bo prisilno delo postalo aktualno tudi v Sloveniji, na kar nas opozarja EU in potrjujejo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice ter tudi kazenske sodbe, ki jih izdajajo redna sodišča od leta 2009 v Sloveniji z inkriminiranim kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi, vsebino katere sodi tudi prisilno delo.